moj namen danes nekako v 45 minutah zajeti tisto, kar bi morali vi razmišljati, ko delate z vašimi nogometaši. 45 minut je zelo kratko obdobje za razložiti, kaj vse so psihološki vidiki dela nogometnih trenerjev. Je pa več kot dovolj, da začnete malo razmišljati. In izbrala sem 3 teme. Eno je, kaj so vse vaše naloge na nogometnem igrišču. Drugo, kako boste vaše nogometaše pripravili do tega, da naredijo tisto, kar od njih želite. In tretje, kako jih voditi, ko enkrat začnete s treningom. Najprej takole. Začela bom s tem, da bom enemu zelo znanemu slovenskemu trenerju, ne nogometnemu, ampak vseeno starosti slovenske trenerske sfere, ukradla en citat. Sem ga vprašala, če smem, in je rekel, seveda lahko. Na enem zelo velikem licenčnem seminarju je trener stopil takole pred podobno število ljudi in vprašal, kdo je dober trener. In v odgovor je podal, da je dober trener tisti, ki svoje športnike vpraša, kako se počutijo, kaj bi radi danes delali in kaj mislijo o svojem treningu. Bom poskusila, kaj mislite, kakšen je bil odziv slušateljev? So se strinjali s tem? Da kje pa, da to pa ne, da trener pa res ne sme spraševati. In ko je spraševal, zakaj? Rekel, ker bo to porušilo njegovo avtoriteto. Potem se je pa vzel čas in približno s temi postulati, s katerimi si bomo danes pomagali, razložil, da dober trener, ne glede na to, koliko ima znanja, koliko ima izkušenj, ima vedno samo en omejen delež informacij o treningu. On vidi stvari, on ve, kaj je teorija v ozadju nalog, ki jih je dal, nima pa pojma, kako se njegovi športniki počutijo. In če želi dober trening, takšen, ki bo športnikom ustrezal, potem je tole vprašanje na mestu. In seveda to vprašanje nikakor ne pomeni, da trener stopi pred športnike in reče, kaj bi pa vi danes delali, jaz nimam plana. Ne, to pomeni, da trener pride tja z načrtom, da pa tu in tam, ko jih poskuša učiti nekaj novega in ima za to 2 alternativi, pa morda ne ve, katera bo boljša, najprej izvede eno, pa jih vpraša tole, potem naredi drugo in jih vpraša. In zbira informacije o učinkovitosti treninga na podlagi informacije športnikov. Tam so bili kakšni, ki tako kot tudi vi delajo z mlajšimi in so rekli, mlajši nimajo pojma o tem, kakšen bi moral biti trening. Res je, zagotovo imajo pa pojma o tem, kako se počutijo. Že pol leta star otrok bo znal povedati, da se z nečim ne strinja. Ja, kako preprosto boste to videli, uno kašico z okusom korenčka, ki mu boste poskušali stiščati v usta, bo mirno pljunil ven. Ja, starejši, ko smo, bolj sofisticirano znamo povedati, da nam nekaj ni všeč ali pa da nam nekaj je. In že oni 6-7-letni nogometaši, ki jih vi dobite v prve resne treninge, bodo znali povedati, ali jim je nekaj fajn ali jim ni. In tudi od njih lahko dobite to informacijo. Seveda, zelo drugače se pogovarjati s 7-letnikom, ki morda pride na prve organizirane treninge, ali pa z nekom, ki je reprezentant mladinske ali pa članske reprezentance. Pa vendar z obojimi se je potrebno pogovarjati in od obojih rabite takšno informacijo. Zdaj, kaj vam omogoči tale informacija? Psihološka teorija nekako skozi leta in leta opazovanja zbira informacije o tem, kaj vse so naloge trenerjev in danes smatramo, da je teh osnovnih nalog 6. Prve 3 so tole. Torej, vi morate trening planirati. Ja, narediti je treba načrt, kakšna bo sezona, kdaj bodo tekmovanja, kaj je pripravljalno obdobje, kako dolgi bodo treningi, skratka celoten makrociklus, mikrocikluse planirati, vsak posamezen trening napolniti z vajami. Ja, s tem se verjetno strinjate, da morate narediti. Ja. Druga naloga je izvesti trening. Tukaj se že včasih zgodi, da tu pa tam komu zaškripa. Ne? Jaz sem videla trenerje, ki so povedali, kaj je za delati, pa recimo, da je bila to naloga, za katero so menili, da jo športniki znajo narediti, potem so pa vzeli ven telefonček, malo maile preverili, se mimogrede pogovarjali s drugim trenerjem ali pa s pomočnikom, pa ne nujno o treningu.
Ampak izvajanje treninga, če želite, da je to zares nek prenos informacij vašim športnikom, mora biti nekaj, kar vi počnete. Torej ne, da jim date nalogo in jim prepustite, da jo delajo, ampak da to tudi spremljate in komentirate. Ampak tudi s tem se verjetno strinjate. Zdaj seveda tale segment, da v trening redno vključujete novosti, to je nekaj, kar se dogaja ravno tukaj, kjer ste danes, na licenčnih seminarjih. Vi pridobite znanja skozi lastne izkušnje, vi pridobite znanja skozi pridobivanje licenc, vendar pa potem, ko imate enkrat licenco, niti pod razno ne znate še vsega. Zakaj? Ker se šport zelo hitro spreminja in razvoj športa je nekaj strašno dinamičnega. In če vi pridete na licenčni seminar in poslušate in spremljate, kaj vam ljudje govorijo, potem lahko v trening vključujete novosti. Kaj boste s tem dosegli? Preprečevali boste pregorelost, preprečevali boste, da bi športnikom bilo dolgčas. In seveda, kakšni pridejo na licenčne seminarje, pa rečejo, ja, pač tle moram biti danes, ne, klinc, zato da imamo na licenco še 1 leto. Tudi to je en pristop, vendar je pa to pristop, ki je tudi za vas mučen. Ker sedeti nekje, kjer vas pa ne zanima biti, je pa grozno. Zunaj je sonček, na primer, to, da imate informacijo. Če pa pridete na licenčni seminar z željo, morda pa danes slišim nekaj novega, pa to ne pomeni, da boste na vsakem predavanju same novosti poslušali. Mene so naučili, da če grem na 3-tedensko izobraževanje, da tudi če slišim samo 2-dnevno, samo 2 dobri informaciji, da je tudi to nekaj. Ja, ker znanje se dodaja vedno v detajlih. Zato tisti, ki morda vam je tukaj mučno biti, dajte se morda vprašati, a ste kaj novega slišali, pa ali lahko kaj novega od tega potem uporabite v svojih treningih. In pa seveda kontrola uspešnosti treninga. Vi morate nekako spremljati, ali tisto, kar jim date narediti, naredijo dobro. Oni rabijo povratno informacijo, inter pa intraindividualno pomeni nekaj zelo preprostega. Oni morajo vedeti, ali so boljši, kot so bili prej sami, torej ali znajo zdaj več, kot so znali pred pol leta, in ali napredujejo v primerjavi z njihovimi vrstniki. In te 2 povratni informaciji dostikrat dobijo na tekmah, seveda se pa že samih treningov marsikaj vidi. Sem prepričana, da na treningih izvajate kakšne meritve, naredite kakšne majhne teste, na podlagi katerih vidite, kje so vsak posameznik glede nase in glede na vse ostale. To so 3 naloge, ki močno dvomim, da bo kdo rekel, da niso naloge trenerja. Ja? So to naloge trenerja? V redu. Okay. Zdaj pa pridemo na tisto, kar lahko izvajate šele takrat, ko zastavite zgornje vprašanje. Prva od teh nalog je vsestranska skrb za varovanca. Torej, vi ga dobite na trening in dosti trenerjev ima občutek, da se morajo s tem športnikom ukvarjati samo z vidika športa. In potem pride športnik in začne trenerju razlagati, kako je bilo v šoli, pa da se doma starši pač, ne vem, kregajo glede tega, ali mu bodo dovolili, da gre na en kamp. In trenerji včasih rečejo, pa le, daj pusto, to ne paše na trening. Ampak vi ste tam za njih vzorniki. Obstajajo raziskave, kjer so merili, koliko časa preživijo športniki nekako v zadnji triadi osnovne šole. To so stari tam nekje od 12 do 15 let. Koliko časa športniki preživijo s trenerji in koliko časa s starši. In konsistentno so ugotavljali, da v vseh športih se takrat že toliko trenira, da več časa preživijo s trenerji. Kar pomeni, da ste vi tudi na nek način vzgojitelji. Ja, vi niste samo prenositelji nekega nogometnega znanja, pa učitelji, kar se tiče športnega področja, vi ste vzgojitelji in jih boste, seveda, če jih boste poslušali tudi o šoli, pa o starših, pa o prijateljih, pa o prvih fantih in puncah, jih boste v tejle vlogi nekako dobili in potem, ker bodo vedeli, da se z njimi ukvarjate s celimi, ne samo, kar se njihovega nogometa tiče, vas bodo imeli raje. In vas bodo potem tudi glede nogometa raje in bolj upoštevali. To včasih pomeni tudi kakšne navidezno povsem trapaste stvari, kot recimo, da greste na neke priprave, 2 sta v sobi skupaj in en reče, jaz ne morem spati, ker ta drug smrči. Tudi to je vaša naloga, ki sodi nekako v prvi, pa tale drugi od tehle 2 alinej, da jih date narazen.
in da zagotovite, da bodo lahko se regenerirali ta čas, ko ste en teden na nekih pripravah. Čeprav boste rekli, to ni moja stvar, pejte prej spat, pa zaspi predno ta drug začne smrčati. Seveda to pomeni, da jim boste, ker vas bodo spraševali o drugih stvareh, jim boste svetovali tudi o kakšnih drugih stvareh. Jaz sem srečala en bizaren primer, ko je bil trener, ne v nogometu, ampak v enem drugem športu je bil zraven, pač njegova osnovna poklicna usmeritev je bila učitelj matematike. V osnovni šoli je učil matematiko in je dajal tu pa tam kakšne inštrukcije svojim športnikom. Pa seveda to jim ni zaračunal, ampak je sodilo nekako, je smatral, da sodi v njegov delovni opis trenerja. Ker je rekel, če si jaz vzamem 15 minut, pa jim tu pa tam pomagam kakšno nalogo rešiti, bodo imeli oni manj težav in bodo na treninge hodili boljše volje, manj zaskrbljeni, pa še občutek varnosti bodo dobili, kar se šole in matematike tiče. In potem tale vloga na tekmovanju. Vloga na tekmovanju je sestavljena iz malo več komponent kot samo to, da ste vi tam in da vodite taktiko. Kdo je bolj živčen na tekmovanju, športniki ali trener? Koliko bi vas reklo, da trener? Kar priznajte, ja, vsi smo živčni, to je normalno. Kadar je trener na tekmovanju napet, mora najprej znati skontrolirati sebe. Ampak se pa mora skontrolirati, ker tisti športniki tam so pa od njega v tistem trenutku odvisni. In je trener tisti, ki je tam zaradi njih in se mora njim prilagajati. Vi ste njihov model. Zdaj, zelo preprosto se da to pojasniti. Ko jim na treningu nekaj ne gre, pa ko se pojavi težava, kam se obrnejo po nasvet? Seveda k trenerju. In če so navajeni, da je trener tisti, ki jim te informacije zna podajati in jim zna svetovati, potem bodo pač se navadili, trener reši moje težave, kar se tiče nogometa. Potem pridete pa na neko tekmo, pa se odločite, da ta tekma je pa res pomembna, čeprav so pomembne na nek način vse tekme. Ampak zdaj se odločite, da je to res pomembno, ker, ne vem, gre za to, koliko vaših nogometašev bodo uvrstili v neko selekcijo. In ste zaradi tega živčni. In potem se pojavi neka težava, oni ne vedo, kako bi jo rešili, se obrnejo k vam in vas vidijo blede kot stena, čakati na to, da, ne vem, vam na vrat pade giljotina. V tistem trenutku bodo oni, tudi če prej niso bili živčni, postali živčni. In je nujno, da se vi znate kontrolirati. Jaz delam kot športna psihologinja kar precej, pa cenim en sklop strank najbolj od vseh. Kaj mislite, koga? Trenerje. Zelo redki so, ampak trenerje, ki pridejo in rečejo, jaz sem na tekmi tako živčen, da začnem vpiti na svoje športnike, čeprav drugačnega ne počnem. Sem tako živčen, da jim dajem slabe nasvete, ker se zmedem. Ker tudi vi tekmujete, oni so na igrišču, ampak presoja se pa vas. Največkrat izjave dajejo sicer športniki, ampak v nogometu je to malce obrnjeno. Trenerja vedno postavijo pred mikrofon, vi imate tiskovne konference takoj po tekmovanjih. To ni v vseh športih prisotno. In morate nekaj povedati. In tudi trener načeloma se mora znati obvladovati. Druga stvar, ki se pojavlja na tekmovanjih, je to, da morate vi njih voditi skozi strategijo. Kdaj se iti ogrevati, kako se ogrevati, a vi vodite ogrevanje ali jim to prepustite. In da ste toliko umirjeni, da jim date vedeti, da stvari potekajo nekako po načrtu. Vprašanje za vas, ali lahko te naloge izvajate, brez da jih vprašate, kako se počutijo. Jaz mislim, da bistveno težje. Ker kako boste sicer vzpostavili nek stik, kot da povprašate, kako so oni danes, kaj menijo o tem treningu. In seveda jih je pa treba znati pravilno vprašati. To je res. Ker ko se pogovarjamo o tem, da vi vplivate na športnika na tekmovanju, a vplivate na samozaupanje posameznika ali na samozaupanje ekipe.
Jaz imam tukaj v ekipnih športih vedno malce dileme, kako to pojasniti trenerjem, ampak ogromno krat sem že srečala naslednjo situacijo. Tale je z nogometa konkretno. Pride en nogometaš do mene in reče, da se želi bolje obnašati na tekmovanjih, da je živčen, da se ne zna skoncentrirati, je pa golman in je dostikrat pač postavljen pred to situacijo, da ima občutek krivde, ne, ker gre gol pač skozi v njegovo mrežo, reče, ok, v končni fazi sem jaz tisti, ki mi ga ni uspelo obraniti. In ko sem se pogovarjala z njim, pa sem rekla, dobro, kaj so tvoji cilji, kaj želiš, kaj da navodil trener, sem naletela na to situacijo, da je rekel, mi želimo, mi hočemo, naš cilj je. Dobro, ok, kaj pa ti? Ja, mi. In on sploh ni znal pogledati nase. Zato, ker je potem, ko smo raziskovali stvari, pa ko smo se pogovarjali tudi s trenerjem, je trener vedno poudarjal pomen ekipe. Ja, in dejstvo, seveda, vi imate ekipo, vi tudi nimate možnosti jih cel čas menjati, pa sem in tja metati z igrišča gor in dol. Ampak ta vaša ekipa, tistih 10 plus 1, pa kolikor vam jih še sedi na klopi, to je 10 posameznikov in v golu je posameznik. In če boste vi znali ločiti med tem, da je posameznik, ki ima neke svoje cilje, ki pa se seveda na določen del vključuje ali pa določen način vključuje v ekipo, boste z njimi lažje delali, ker se boste lahko s posameznikom pogovarjali in bo trener lahko v tem primeru prišel do tega golmana in rekel, a si zadovoljen s tem, kar si danes naredil? Če je pa vprašanje, a ste zadovoljni, vprašanje, če je ta golman dovolj samozavesten, da bo rekel ja ali ne. In s tem fantom smo recimo se potem strašno trudili, da je on začel govoriti o sebi, da se je upal ločiti od ekipe. Ampak je bil en bizaren primer vmes, ko sem rekla, kaj je pa vaš cilj bil potem, ne? Ali pa kaj je bil tvoj cilj? Ja, naš cilj je dati 2 gola na tekmi, pač v nekem konkretnem primeru. Pa dobro, pa ti ta cilj lahko dosežeš? Ja, mi ga lahko. Ne, a ga ti lahko? Ja, ne morem. Zakaj? Ja, ker sem v golu. Ja, jasno, da, ne. Ampak to ni bil 10 let star fant, ne, to je bil v bistvu odrasel fant, preko je bil že polnoleten takrat. In ni znal ločiti med seboj in drugimi. Ampak ko želi sam sebe športnik umiriti, če je golman živčen, on mora sebe umiriti, on ne bo umiril cele ekipe. Ja? In tukaj je treba paziti, ne? Vi niste tam za ekipo, vi ste tam za vsakega posameznika znotraj ekipe. In to je seveda težko, zato ker kar naenkrat morate skrbeti na mesto za eno enoto, za 15 do 20 enot, ki jih imate na treningu. Zdaj, seveda, včasih si lahko s tem pomagate, da imate ljudi okrog sebe, ki to rešujejo, pa ki vam pomagajo skrbeti za to veliko število posameznikov. Morda samo tako malce v razmislek, koliko vas še ima zraven kakšne strokovnjake in imate vzpostavljen strokovni športni tim? Roko gor. 1, 2. Kaj razumete, roko ste dali gor, kaj razumete pod strokovni športni tim? Psihiatra upam, da še ne rabite, no. Ampak, ja, strokovni športni tim, ja, je skupina strokovnjakov. Ampak to so strokovnjaki izven vaše stroke. Torej, strokovni športni tim še ni, če imate pomočnika trenerja. Strokovni športni tim je takrat, ko imate poleg vašega pomočnika trenerja tudi kondicijskega trenerja, ko imate recimo tole nekako, kar je na tejle sliki, en delež, to je en primer enega realnega strokovnega tima, kjer je imel trener, potem je imel kondicijskega trenerja, ki je skrbel še za prehrano, je imel zraven maserja oziroma včasih je bil nadomeščen z maserko, sem bila psihologinja, je bil posebej zdravnik, zdaj to je bilo v individualnem športu, sem prepričana, da pri vas bi rabili še kakšno drugo stvar. Zanimivo je bil recimo, da je bil koordinator, ki je skrbel za šolanje teh fantov, ki so bili v tej ekipi. Ampak, če imate več ljudi, potem kar naenkrat ni takšen problem, da imate tam noter 20 športnikov namesto ene ekipe. Ker bo vsak zase poskrbel za svoje področje. In bo kondicijski trener za določene stvari zadolžen,
psiholog, če ga imate za določene stvari, zdravnik bo pazil na to, kaj se vzame kot recimo prehranski dodatek, da ne boste prekršili pravil slovenske oziroma svetovne antidopinške organizacije. In če imate več ljudi zraven, je to v pomoč. Tu in tam kakšni trenerji ne radi sodelujejo z drugimi, zato ker imajo občutek, da imajo s tem samo še več dela. Ampak v resnici, ko imate zraven druge strokovnjake, oni prevzamejo določen segment dela. Zdaj, sem prepričana, da trener, ki skrbi tudi za kondicijsko pripravo svojih nogometašev, ima zelo, zelo malo prostega časa. V trenutku, ko dobite nekoga, ki bo ta del prevzel namesto vas, kar naenkrat imate na dan vsaj 2 uri več časa za pripravljati treninge ali pa morda za analizirati kakšne posnetke. Samo v razmislek, ne? Pri tej nalogi, ko skrbite za posameznike znotraj ekipe, ne samo, da se ukvarjate z ekipo kot celoto, ker nikdar to ni celota, vam je lahko veliko pomoč to, da si nabavite pravzaprav neke strokovnjake zraven. Ne? In bo kdo rekel, ja, tukaj je problem denarja. Problem denarja je vedno in povsod. Gre samo za to, kako se vi odločite ta sredstva razporejati. Ne? Recimo, če bi gledali kakšne velike klube, bi videli, da imajo to zelo, zelo natančno dodelano. In ne samo, da imajo enega zdravnika, ampak jih imajo morda, ne vem, 2, 3. Zdaj, jasno, v Sloveniji bomo težko našli klub, ki bi imel toliko sredstev, da bi se organiziral podobno kot, ne vem, en bistveno večji klub. Vendar pa, še vedno pa lahko določene elemente iz tega jemljemo. Ne? Začetek tega, da vi začnete razmišljati o strokovnih timih, je to, da vi menite, da bi vam takšni ljudje bili koristni. Jaz sem že vstopila v reprezentanco v ekipnem športu, kjer je trener prvič, ko sva se dobila, rekel, kaj naj jaz s tabo delam. Saj ne vem, zakaj bi bil psiholog dober. Ja, in potem seveda, če smo to na pripravah pred neko kvalifikacijsko tekmo, ne, potem je v resnici najbolje, da jaz spakiram kufre, ne vem, si vzamem popoldne za ogled mesta in potem grem domov. Ja, ker ne morem biti koristna, ker trener nima pojma, kaj sploh bi si z menoj pomagal. Jaz pa ne morem delovati neodvisno od trenerja, oziroma sem samo v pomoč trenerju, ne, kot psiholog recimo. Zdaj morda malce, če gremo na naslednjo temo, kako jih boste vi pripravili do tega, da bodo delali, kar želite. Tale sličica na vrhu ponazarja eno tako naivno prepričanje večine trenerjev, ko začnejo delovati. Imajo občutek, ko bom jaz športnikom dal navodilo, bojo to naredili. Ja, torej, jaz povem, on dela. Potem, ko se začnejo stvari odvijati, ugotovijo, da temu niti slučajno ni tako in dan danes je temu vse manj tako. Vi morate vedeti, da ne samo vaše opaske, tudi opaske učiteljev, opaske vseh, ki imajo stik z odraščajočimi populacijami, ugotavljajo, da je pač otrokom dovoljeno vse več in da se vse bolj poudarja njihove pravice. Ob tem se pozabi izpostaviti, da imajo pa tudi kakšne dolžnosti. Ne? In ta princip, jaz rečem, ti delaš, bo naletel največkrat na zakaj pa, jaz bi pa drugače, a lahko jaz mogoče jutri to namesto danes. Ja? In potem ne, se zna zgoditi, da so trenerji malce šokirani in bolje je, če se vstopi v delo brez tega prepričanja, ampak se vstopi z zavedanjem o tem, kako jih v resnici lahko pripravimo do tega, da nam sledijo. In tukaj sta nam lahko v pomoč nekako 2 sklopa ali načinov vplivanja. Zdaj, French in Raven sta tole iz socialne psihologije nekako že leta 60 ven govorila. Rekla sta moč kot način vplivanja. Zdaj, jaz sem to za športne potrebe razdelila nekako v 2 načina. Prvi je tale, ki je bolj kratkotrajni, ker jih zelo na hitro lahko pripravite do tega, da vam sledijo. 2 sta zelo očitna, je res, lahko jih nagradite, lahko jih pohvalite. Zdaj, materialne nagrade v večini primerov niso dobre, zato ker jih morate stopnjevati, pa na neki točki vam jih lahko zmanjka. Lahko jih pa pohvalite, lahko jih zadolžite morda, da vodijo kakšno vajo ali pa da jih izpostavite kot dober model v skupini. Če jih nagrajujemo, jih lahko tudi seveda kaznujemo. Je res? Kaj vse so lahko kazni? Lahko jim date dodatne naloge, lahko jim morda
in prepoveste, da pridejo na kakšen trening, to na dolgi rok seveda ni učinkovito, ker nekdo, ki mu ni do tega, da bi treniral, bo s tem zelo hitro našel, kako se izogniti treningu. Prekrši pravilo 2, ne vem, v garderobi morda razmeče stvari, vi popenite ga, pošljete domov. In ker ste mu ravno kar naredili uslugo, ker ne veste, kaj je zanj kazen in kaj je nagrada, s tem ne boste dosegli nič. Nekomu, ki pa rad trenira, pa s tem sploh ne boste ustregli. Morda en primer slabe kazni, tudi iz enega nogometnega primera. Pred časom sem se dobila s trenerjem, ki je rekel, da ima športnika, ki je len in da za kazen tega fanta pač odstrani s treninga. In seveda, ker to ni delovalo, fantek je pa ves čas hodil na treninge, ampak vsakič posebej je delal tisto, za kar so rekli, da je lenoba. In potem smo iskali, trener ugotovil, da rabi morda malce posveta, je prišel pač vprašati, kaj bi se lahko dogajalo, in ko smo se s fantom pogovarjali, smo ugotovili, kaj je bilo. Recimo, trener je rekel, naredi 10 ponovitev neke vaje. Fantek je naredil 2-3 ponovitve in odnehal. In trener popeni, da je naredil še unih 8. Zakaj? Ni treba. Ga pošlje domov. Naslednji dan se v podobni inačici zgodba ponovi, da je naredil še unih 6. Zakaj? Ni treba. Kako ni treba? Seveda je treba, zgin domov. In dokler ni to pač seveda eskaliralo do te mere, da smo se mi o tem pogovarjali, kaj smo ugotovili? Da je trener v resnici ga kaznoval zato, ker je pravzaprav narobe razumel njegovo navodilo. Ali pa ker je trener podal narobe navodilo. Navodilo je bilo namreč, naredi to vajo, ampak na koncu jo moraš narediti dobro. Torej, naredi toliko krat, da bo vaja dobro narejena. In večina v skupini je rabila vsaj 10, če ne 15 ponovitev, da so to vajo obvladali. Ta fantek je bil pa bistveno bolj talentiran in je to vajo v drugo oziroma v tretje naredil. Torej, ko ga je vprašal, naredi še, prav zakaj ni treba, on je izpolnil trenerjevo navodilo. Je res? Trener je rekel, naredi, dokler ne bo dobro narejena. V drugo, v tretje je bila narejena. Fant ni bil len. Fant samo ni pravilno razumel tega, kar je trener mislil. Ker kaj je trener s tem mislil? Naredi 7-krat, 8-krat vsaj. Zdaj, če si naredil že tretjič dobro, naredi še pač 5 dobrih navodil. In ga je kaznoval, pravzaprav zaradi nesporazuma, dajmo temu tako reči. In ko so potem ugotovili, zakaj gre, je trener pač obrnil način podajanja navodil in je bil v komunikaciji malo bolj previden. In potem kaznovanje preprosto ni bilo več potrebno. Torej, drugi način je kaznovanje, vendar pa je s tem treba biti previden. Če jih na dolgi rok kaznujete, na neki točki se jim bo vse skupaj zagabilo, pa bodo šli morda ali v kakšen drug šport, ali bodo šli v glasbeno šolo, ali pa v kleklarski krožek. Ampak od nogometa bodo šli stran. Ker danes imajo otroci izbiro. Zdaj, če imajo srečo, da so v enem tako velikem kraju, da je več kot en nogometni klub, ali pa da lahko zamenja trenerja, bodo morda to naredili. Ampak preveč kaznovanja jih bo začelo odvračati. Najprej od vas, potem na koncu pa od športa. Zdaj lahko vztrajate tudi, da stvari naredijo preprosto zato, ker vi to hočete od njih. Dajmo nekaj narediti. Ste za? Se malce razmigamo? Stante, pa 2 počepa, prosim. Hvala. Ravno kar ste mi dovolili, da v celoti izrabim moč legitimnosti. Zakaj ste naredili ta 2 počepa? Ker sem vam jaz tako rekla. Je res? Seveda vam je pasalo, zdaj, če bi od vas zahtevala nekaj, proti čemur bi bili kategorično, torej, da bi vam rekla, zdaj pa tukaj vsi naredite 10 sklec, tega ne bi doživela. Ampak večinoma od njih ne zahtevate stvari, ki bi jih škodovale, ki bi jim bile absolutno pretežke. In s tem, da vi naredite nekaj, oziroma da naredijo zato, ker preprosto ste vi trener in se ve, da trenerja se upošteva, tudi to je en način, kako jih pripraviti do tega, da delajo. Seveda, kako? A nagrado? Za nagrado vam bom povedala, da ste na koncu predavanja, vam bom povedala, da ste bili krasna publika. Je v redu? Gospod Esner je rekel, da ne slišite, da ste dobri trenerji.
Jaz sem načeloma do zdaj sta kar pridni, no, pa da vidimo, kako bo šlo do konca. A je v redu? Je v redu? Prva vaja, a bi rabili še več? Ok, seveda, zdaj morate vedeti pa nekaj. Nagrajevanje, kaznovanje, legitimnost, vse to bo delovalo samo na podlagi tega, da vam oni sledijo, da so prejemniki vaših navodil, se pa ob tem ne učijo toliko, kot bi se lahko, ker niso aktivni. Oni so pravzaprav, tukaj vam piše, oni so pasivni prejemniki vaših navodil. Če pa želite športnike vzgajati v to, da bodo sami vedeli, kaj naj delajo in da bodo znali sami reševati probleme. In nogomet je reševanje problemov. Je res? Zelo malo je standardnih situacij. Tudi če je to iz kota vržena žoga, se bodo drugače postavili. Tudi na 11 metrov, ki še vedno se lahko, je to drug golman, je to morda, ne vem, drugačna podlaga. Ko se pa dogaja igra, pa tako ni nič standardnega. In je vedno treba razmišljati. In jaz mislim, da jih je treba naučiti razmišljati. Jaz sem že srečala nogometaša, ki preprosto ni znal razmišljati. Zakaj zopet? Ker ga niso spodbujali v to. Ker so mu ves čas govorili to in to in to delaj. Niso ga pa vprašali tistega prvega stavka. Kaj bi pa ti moral narediti zdajle? Ja? Na zdravje, res je. In za to doseči je pa smiselno, da poznate tudi te druge 3 načine, kako jih pripraviti do aktivnosti. Tukaj so pa oni bolj aktivni miselno. Prvo je to, da jih vodite z zgledom in da oni razmišljajo, aha, moj trener je uspešen, on je dober, on skrbi za nas, on reši probleme, ko se z njimi srečamo, jaz hočem tudi biti takšen kot on. In potem bodo sledili temu, kar počnete, z zgledom. Včasih se to vidi v kakšnih zelo banalnih stvareh, naprimer, da če imate vi najraje Adidas, da bojo tudi oni kupili trenirko Adidas. Ja? V osnovi pa gre seveda za bolj neke osebnostne vidike. Če vi zagovarjate sistematičnost, natančnost in ste točni na treningih, bodo tudi oni to začeli prevzemati. Če ste vi mirni ob težki situaciji, bojo rekli, aha, v redu, sej on je miren, jaz hočem biti tak kot on. Tudi skozi to se da vzgajati in učiti. Potem seveda imate moč ekspertnosti. Prej smo rekli, da se da na licenčnih seminarjih marsikaj naučiti. Moč ekspertnosti pomeni, da ste vi nosilec dobrih informacij. Kar seveda pomeni, da morajo vaše informacije biti sveže, da jih morate sproti dopolnjevati. In če boste imeli 3 leta zapored točno en in isti trening in boste težko dopovedali, da v resnici veste, kaj delate. Ja? Ker oni so pa vmes v 3 letih malce odrasli, že znajo kaj novega. Ne? In vaša naloga je seveda, da preštudirate sisteme treninga, ki so se na novo pojavljali, da stvari prilagajate. Ne? Ta moč ekspertnosti je včasih najmočnejša od vseh, ker jim pomagate reševati njihove težave. Ko on vpraša, kako naj to naredim, mu vi znate odgovoriti. Kakšni trenerji nočejo reči, da ne vejo. Ja? In kar potem dajo nek nasvet, nek odgovor, čeprav morda ne vejo, kaj bi rekli. Nič ni slabega, če rečete, v tem trenutku ne vem. Daj mi pa do jutri, se bom pozanimal. Pa doma potem pobrskate po kakšni literaturi, vprašate kakšnega kolega kaj. Včasih seveda pa sama moč informiranosti nekaj, kar deluje kot nekaj, kar je pomembno za njih, ne glede na to, kdo jim je informacijo prinesel. Tukaj namreč pri moči ekspertnosti boste videli, da je pomembno, kdo je nosilec te informacije. Jaz sem že včasih kot psihologinja zelo preprosto pa hitro stvari rešila, ker sem ponovila tisto, kar jim je povedal trener. Ker jim je trener govoril prave stvari. Ampak trener ni bil psiholog, potem, ko jim je pa psiholog kot ekspert prišel isto stvar ponoviti, so pa temu verjeli. Jaz sem prepričana, da imate tu pa tam kakšne težave s kakimi starši, pa rečete, da so starši morda tisti, ki preveč analizirajo stvari, ki preveč usmerjajo otroke. Če jim vi dajete boljše pa bolj natančne informacije kot starši, bodo vam verjeli, ker vi ste trener. Otroci se brez težav naučijo več kot enega kompleta pravil. Ampak jim morate potem dajati seveda informacije, ki se obrestujejo. Pri moči informiranosti je pa samo
sama informacija pomembna, ne glede na to, od kje pride. Torej, če bo prišel ven nek sistem treninga od enega zelo velikega kluba, sem prepričana, da bo marsikdo to pograbil in se sploh ne bo ukvarjal s tem, v kakšnem časopisu je bilo to zapisano, a je to prišlo preko ustnega izročila, ampak pač ta klub to dela in to je velika informacija. Zdaj, v športu znajo te velike informacije biti dostikrat zelo nepreverjene. In hkrati, če en klub dela nekaj, ne pomeni, da bo to delovalo tudi na nekem drugem klubu, pa morda na isto velikem. Jaz sem že videla na nekem licenčnem seminarju, kako je trener prebral sistem treningov za eno leto za enega športnika, ki je bil v tistem letu olimpijski prvak. In trenerji so besno prepisovali tiste vaje in programe in tako naprej. Ampak kaj je bila poanta njegovega celotnega predavanja? Rekel je, to je delovalo zanj. Nikjer ne piše, da bo delovalo tudi za druge. In da znate vi preprečiti morda škodljive učinke takih informacij, ki zakrožijo, seveda danes je informacije vse posod, kolikor čete, morate vedeti, kaj je podlaga, kaj je teorija in morate biti seveda dovolj veliki eksperti, da boste znali umestiti te informacije v vaš trening. Če bi tole malce povzeli v, kaj bi bila navodila za vaše delo ob upoštevanju tehle socialnih moči, najprej to, da se športniki treba veliko pogovarjati. Pa ali so 7-letniki, ki morda 2-krat na teden hodijo na trening, ali so pa to odrasli fantje, ki morda služijo z nogometom. Drugo, kar je, te informacije morajo biti nujno prilagojene starostnemu nivoju. Zdaj, ena ključnih razlik je recimo, da do 12. leta ne znamo abstraktno razmišljati. Kar pomeni, da do 12. leta, če jim nekaj poveste, pa si oni tega ne znajo predstavljati, te vaje ne bodo znali narediti. Kakšni trenerji 11-letnikom povedo, kaj naj bi delali, ampak jim povedo, brez da bi jim pokazali, torej brez demonstracije. In potem kričijo na njih, ker ti otroci tega ne znajo. Ne morejo znati. Do 12. leta si lahko predstavljamo samo tisto, kar smo videli. Lahko tudi morda zložimo komponente dveh stvari, ki jih poznamo, ampak novih enot si v mislih ne znamo ustvarjati, ker nismo abstraktni. In če recimo imate kakšno vajo, ki je morda ne morete sami pokazati, pa jo zato samo poveste, to ni opravičilo, da je ne pokažete. Kako jo boste takrat pokazali? Boste poiskali nekoga, ki bo to pokazal namesto vas. Ampak to je treba vedeti, do 12. leta. Zdaj, včasih so otroci zelo zreli. Jaz sem se že pogovarjala z 10-letnikom, podobno kot bi se pogovarjala s 30-letnikom. Zakaj? Ker sem poslušala informacije njegovih staršev. Ker je bil ta otrok tako utečen v neko razmišljanje, da je samo ponavljal, kar je slišal doma. Ampak to ni bilo njegovo razmišljanje. In lahko vas preslepijo včasih, delujejo kot bolj zreli, kot so, ampak do 12. leta ni govora, da to znajo narediti. V resnici, pa če smo čisto realni, pa nekje do 14. 15. ni čisto ta pravega prenosa v abstraktni svet. In včasih se zelo dobro obrestuje, da pa tudi 20-letniku nekaj najprej pokažete, šele potem pa mu date to nalogo za delati. To je bil ta nogometaš, ki ni bil motiviran, primer, ker so bile preprosto za njegovo starost napačno podane informacije. Nared, dokler ne bo dobro narejeno. In potem po 2 poskusih ni bilo nič. Seveda bodite jim zgled, zelo konkretno, če vztrajate pri tem, da morajo biti točni na treningu, potem vi nimate pravice zamujati. Ali pa nehajte vztrajati pri tem, da morajo točno hoditi na treninge. Cigarete, alkohol, zelo tipična stvar. Jaz sem trener, jaz to lahko. V redu, ampak potem se ne razburjajte, ker jih boste po kakšni tekmi morda dobili v kakšnem bifeju. Seveda, razmerje nagrade in kazni bi moralo biti močno v smer nagrade. Nagrade je v slovenskem športu premalo. Veliko se kaznuje, velikokrat se povzdigne glas, so tudi kletvice. En moj študent je delal diplomsko nalogo in je hodil poslušati, kaj starši govorijo na nogometnih tekmah. Jaz sem se na smrt zabavala, ko sem brala tiste zapiske, ker sem se počutila, kot da berem zapiske z neke, ne vem, jugoslovanske fronte. To je toliko enega preklinjanja, pa groženj s smrtjo in ne vem česa, da je, če vemo, kje se dogaja, je smešno, ampak v resnici je pa bizarno.
Zdaj, poleg tega pa ni vključil v diplomo, je pa spremljal tudi komentarje trenerja. Ja? Tudi trenerjevi komentarji so bili temu kar precej blizu. Ja? In niso bile to samo splošne kletvice kot k vragu, kaj je zdaj to, ampak so bile kletvice usmerjene na konkretnega otroka. Tako njegove ekipe kot nasprotne. Ja? In to ne sodi v šport, to res ne sodi v šport. Če želite imeti samozavestnega odraslega človeka, ki se preživlja z nogometom in bo rekel, on je bil moj trener, on je mene tudi naredil, potem rabite do njega spoštljiv odnos. In kletvice v to seveda ne grejo. To ne pomeni, da ne boste povzdignili glasu, če drugače ne, da vas bodo slišali tam na drugi strani igrišča ali pa dvorane. Ampak ne boste jih pa žalili. Tega pa res ni potrebno. Seveda, če jim nekaj obljubite, je treba to nujno izpolniti. In pa seveda, da boste lahko dajali relevantne informacije, potem se morate sproti izobraževati. Drugače nikamor ne pridete. In potem recimo boste lahko nekako sodelovali z njimi, tako da jih boste vzgajali v samozavestne športnike, ki vedo, kaj delajo, ki znajo razmišljati in ki se znajo odločati. In seveda, ko smo potem pri teh vplivih pa načinih, kako jih pripraviti do nečesa, smo pravzaprav pri stilih vodenja. In to je ena delitev, ki sem prepričana, da ste jo že videli. Vi ste že imeli psihologe na izobraževanjih, to poznate, ja? Avtokratično in demokratično vodenje. Ja? Katero je dobro, katero je slabo, nobeno ni samo po sebi ne dobro, ne slabo, ampak je potrebno to uporabiti v pravem trenutku. In avtokratično vodenje, kakšni si ga narobe predstavljajo in menijo, da je to vodenje, ki vključuje zraven tudi to pa tam kakšno preklinjanje, razburjanje, kaznovanje. Sploh ni nujno. Ja? Avtokratično vodenje bi bilo tudi to, da bi jaz zelo pozorno opazovala, koliko vas je naredilo 2 počepa in pri vseh tistih, ki niste naredili 2 počepov, bi vztrajala, dokler jih ne bi naredili in ne bi nadaljevala s predavanjem do takrat. Ja? In bi samo rekla, vi še niste naredili in tako naprej. To bi bilo avtokratično vodenje. Ja? Zakaj? Ker sem se sama odločila in ker sem vztrajala pri svoji odločitvi, ne glede na to, kaj vi mislite. Ja? Pa sem prepričana, da nobenega ne bi hudo poškodovala, če bi vztrajala pri tem, da naredi 2 počepa. Tudi, gospod Elsner, tudi vaše 2 bi priznala. Ja? Ampak to bi bilo avtokratično vodenje. Zakaj? Ker vas je ogromno, ker nimamo časa, da bi z vami diskutirala, ali se vam zdi to smiselno ali ne, in ker sem v tem trenutku pač jaz zadolžena, da vam to vsebino odpredavam. Seveda bi bilo pa narobe, če bi jaz kot, recimo, profesorica na faksu od študenta zahtevala, da je 100% prisoten na fakulteti, čeprav vem, da je bil 3 tedne na nekem izobraževanju, ki ga bo rabil za kasnejše življenje. To bi bilo pa napačna avtokratična odločitev, ker takrat gre pa za neko krizno situacijo, za nekaj, kjer je nujna diskusija, zato da sploh vem, pri čem sem. Takrat se pa moram s takim študentom usesti in biti malo bolj demokratična in reči, ok, 100% je treba po nekem statutu, enkrat ti odpustimo tako, ker se kaj zgodi, tiste 2 tedna zraven ti pa na podlagi tega, da mi res dokažeš, da si bil na tem izobraževanju, preprosto odpišem. Ne? Ker če bi pa tam vztrajala pri demokratičnem vodenju, bi mu pa naredila škodo. Ne? In bi mu podaljšala študij vsaj za 1 leto, recimo. Ne? In to ni osebnostna lastnost. Ljudje tele stile vodenja razumejo kot nekaj, kot takšen sem, rečejo. Jaz sem pač avtokratičen, jaz odločam. To je nekaj, kar je treba prilagajati situaciji. In ko se je čas pogovarjati, ko jih na začetku sezone vprašate, kaj bi vi letos radi delali, ko se postavlja cilje, oni morajo cilje, ki jih imajo, sprejeti. Tudi cilje, ki jih vi določite kot trener, morajo sprejeti. In zato se je o tem treba pogovarjati. In takrat je treba biti demokratičen. Seveda, ko ste pa na tekmi, pa 5 minut prej povzamete napotke, za katere ste se dogovorili, kako taktiko speljati, takrat pa ne boste debatirali kaj dosti, takrat boste pa samo usmerili, ker ni časa. Ne? In to izbiranje, seveda avtokratično bo vključevalo več tega, da vi ukažete, rečete tako je in nagradite, ko je narejeno dobro.
in morda kaznujete. Medtem ko pri demokratičnem se je pa treba pogovarjati in zato morate biti tudi malce pozorni na komunikacijo. In se morda še enkrat vrnem na to, kar sem prej rekla, ne? Se je treba z njimi pogovarjati tako, da vas bodo razumeli in tako, da vas bodo želeli še naprej poslušati. Ker v tistem primeru, ko je ta fant zapisoval te komentarje trenerjev, ne, jaz osebno se s takim trenerjem, ki bi se tako pogovarjal z menoj, ne bi hotela pogovarjati, tudi če bi me kaj vprašal. Ja? Ker včeraj me je na igrišču nadrl, da sem debela krava, danes me pa vpraša, a se strinjaš s cilji, ki smo jih za sezono zastavili, pa misli si ti svoje, ne, pa ne vem. Ja? Če pa jaz nekoč želim biti recimo uspešna športnica, potem pa moram vedeti, da sem dobra, moram vedeti, da se bom upala nekomu predstaviti kot samozavestna nogometašica recimo in potem moram imeti trenerja ali pa sem morala imeti trenerje, ki so to v mene vzgojili. To ne pride samo od sebe. Potem pa morda samo še en komentarček. Dosti trenerjev sprašuje ali pa se pogovarja o tem, kako je treba stvari peljati z vidika motivacije. Kako motivirati športnike. In večina trenerjev ima to idejo, da je fajn sestavljati neke blazno dobre predtekmovalne nagovore. Ja? Vsi gledamo filme, vsi smo videli en kup takih nagovorov, ne? Dejstvo je, da to so filmi, to se dogaja v scenarijih, dostikrat nima absolutno nobene veze z realnostjo, ker potem na koncu ne, takšen predtekmovalni nagovor zgleda, dajmo fantje, razbijmo jih. Ne. Ne, prvič ne, se razburjate tam, drugič ne smejo jih razbiti, ker imate fair play in pravila in tako naprej. In tretjič, to nikamor ne usmerja njihove dejavnosti. Dobri predtekmovalni nagovori so v resnici to, da jim ponovite taktične napotke, da jih spomnite na to, kaj želite, da delajo. In to se da narediti v zelo mirnem tonu. Ja? Ni treba tuliti in vreščati noter po garderobah. Tega se bo tako ali pa tako dovolj dogajalo, ko boste nezadovoljni, pa boste vi vznemirjeni po kakšnih tekmovanjih. Če pa bi se kdo res hotel lotiti tega na zelo sistematičen način, vam pa samo v razmislek podam en majčken posnetek. Vi si ga dajte poiskati sami, prav, ker je 7 minut dolg in je predolg, da bi ga tukaj skupaj gledali. Gre pa takole nekako. Tole je posnetek, ki so ga nogometaši... Tole je posnetek, ki so ga leta 2009 pred finalom Lige prvakov v Rimu na stadionu Olimpiko videli nogometaši Barcelone. Vsi tisti, ki imate raje Real kot Barcelono, jaz držite z menoj teh 3 minute. Zaprto so imeli garderobo, vsaj tako opisuje Guardiola v svoji biografiji. In ko so prišli noter v to garderobo, se jim je odvrtel tale posnetek. In to je dobrih 7 minut tega, kako so oni igrali med sezono. Seveda Barcelona ima toliko denarja, da so si lahko privoščili eno res veliko ekipo medijskih strokovnjakov. Sestavili so jim posnetke, ki so bili vzeti iz posnetkov tekem tiste sezone. In kaj so naredili? Oni so jim preprosto pokazali zgodbo, kot želijo, da igrajo. Ja? In so vzeli posnetke s treninga in jih potem primerjali s tem, kar je na tekmi. Ja? Prele ste videli, stopa na klopco in potem ista situacija se zgodi v tekmi. Ja? En kup seveda, tako malce te psihološke metaforike in simbolike, evo tole, ja? Isti gib s treninga in potem na tekmi. Posnetki pobrani iz različnih tekem, kar da vedeti, sploh ni pomembno, kdo je tekmec. Važno je, kaj mi znamo. Ne? In potem je to sestavljeno tako, da pravzaprav pokaže, kaj vse oni zmorejo. In na koncu seveda vplete, ne? Zdaj, tukaj so vmes posnetki gladiatorja, kar so lahko zelo dobro uporabili, ker se je pač celotna tekma odvijala v Rimu in so lahko ta štadion in to rimsko metaforiko zraven porabili, pa takrat je bil Gladiator še zelo živ film. In jim je dal vedeti, glejte, to znamo. Na koncu če boste sami to pogledali, boste videli, se v zraku tam pojavi nek pokal in da vedeti, tja hočemo, vse to pa znamo.
in jih pravzaprav samo spomni na to, kaj vse oni imajo že. Nobenega razburjanja, pokaže seveda vmes, da bo čustveno, tam se vmes neka kamera trese in tako naprej, ampak nobene jeze, nobene slabe volje. In v knjigi je opisano nekako tako, da ko jih je videl prihajati iz garderobe, da se je Guardiola kar precej ustrašil, ker je mislil, da so morda preveč živčni. In to je trajalo nekako do 10. minute, ko je to dal tisti prvi gol, potem pa še v 70. minuti Messi, na koncu je bilo 2-0. In tretji zaporedni naslov, kar je bilo pravzaprav dokaj izjemno. Ampak tisto, kar je pravzaprav poanta vsega tega je, ne jih dodatno pumpati, ne se dreti na njih, ne jim dopovedovati, kaj vse hočete od njih, pa spodbujati neke agresivnosti, to je tako ali pa tako že v njih. Rajše jih spomnite na to, kaj vse znajo. To podobno taktiko uporablja tudi en selektor slovenske ekipne reprezentance v enem športu in tudi to naredi, ne. Pobere dobre trenutke iz letošnje tekme, zraven da eno tako fino muziko in jim to malce zavrti, da si lahko predstavljajo. Morda si pogledajte sami, no, da ne bomo zdaj tukaj predolgi, ampak ne sestavljati pretiranih prednastopnih govorov, ker razen, če ste res dobri retoriki, razen, če res znate se to naučiti in če res ujamete timing, morda to ni serijsko za početi. Dobri prednastopni govori, kadar uspejo, to so šok terapije in jih lahko uporabite samo takrat, kadar vidite, da so malo brezvoljni. Generalno gledano in pa motivacije to ne bo dvignilo, samo razburi jih. Takole morda, evo. Upam, da niste še preveč utrujeni, no, za popoldanski del. Pridni ste bili, ja, lepo ste sodelovali, hvala za to vaše sodelovanje.